Pivo je ena najstarejših in najbolj priljubljenih alkoholnih pijač na svetu, saj so ga poznali že pred 4000 leti v Mezopotamiji. A v zadnjih letih je s prihodom malih pivovarn, ki ustvarjajo drzne okuse, zaznati pravo pivovarsko revolucijo. Kraft pivovarna, mala, neodvisna pivovarna, ki zvari manjšo količino piva. V Sloveniji smo z zakonom določili, da je to 20 000 hektolitrov, za primerjavo pivovarna na leto. Za primerjavo skupina pivovarne Laško zvari čez 1 000 000 hektolitrov piva. Druga pomembna stvar pri kraft pivovarnah je to, da so inovativne. Se pravi, da se ne oklepajo enega in istega zvarka leta, desetletja. Ali nove kraft pivovarne pomenijo zaton starih piv? Seveda starim oziroma obstoječim pivovarnam ni odklenkalo, ampak kar jaz želim poudarjati je to, da je to pivo drugačno, da je veliko bolj polnega okusa, v končni fazi, da je lokalno oziroma pridelano pri nas. Takšna je pivovarna Lobik, ki jo je sprva v domači kleti, danes pa sodobno opremo, locirano v Rušah, ustanovilo 6 nekdanjih športnikov, veslačev. Po treningih je sledila obvezna pot v lokalno trgovino po pivo osvežilnega okusa. Mi smo dobili piva recimo parkrat zapored, pa smo rekli, si ga bomo pa te naredili sami, smo pač začeli razvijati in svoje recepte in svoje ideje in smo iz tistega prišli na to, kar smo zdaj. Izobraževanje skozi literaturo in predvsem izkušnje pa so jih pripeljale do naziva najboljše mlade pivovarne za leto 2017 v Sloveniji. Nekoliko drugačne začetke pri ustanovitvi svoje pivovarne ima Luka Rojnik, čigar družina se že 150 let ukvarja s pridelovanjem hmelja. Medtem, ko sem potoval po ZDA večkrat, prodajal tudi hmelj z novimi strankami, se pravi temi večjimi kraft pivovarnami v ZDA, velikokrat so mi zastavili vprašanje, pa zakaj pa ti ne skuhaš doma piva, če pa imaš toliko hmelja na voljo. Zakaj po vašem pivu ne boli glava? Zato, ker v bistvu mi se trudimo uporabljati res sestavine, ki imajo najvišje kvalitete, torej res samo ječmenov slad, ne goljufamo z nekimi ekstrakti, torej ekstrakti sladkorjev ali pa z ekstrakti iz čenejših žit, recimo koruze ali pa riža. Spodbujamo študente tudi k kulturnemu pitju in zaradi tega je bil glih namen, da bi se naučili v bistvu tudi to degustacijo, kak poteka, zato ker taka ideja padla. Drinkologija piva je potekala v organizaciji študentske organizacije Univerze v Mariboru. In mi je res všeč, da sem bila deležna take lepe predstavitve, predvsem od Lobik pivovarne. Lepo je videti, da se 10 km od tvoje hiše vari tako dobro pivo. Ja, že prej sem zelo rad probal nova piva, ampak sedaj bom se posvetil bolj slovenski sceni. Pivo mogli smo kozarce si učiti, da smo druge vzorce probali, tako da dobro pivo se proba čisto, ne pa z vodi. Ko se ga napiješ, ni vsaki čisto to, da se ga napiješ s pivom, ampak da izbereš tisto pravo, kar hočeš. Ja, si ga zvolniš. Katero pivo je vaju danes najbolj navdušilo? Lokalno, ajdovsko. Iz Ajdušne Pelicon. Okusi takšnih tako imenovanih ale piv tako po vonju in okusu spominjajo na različno tropsko sadje, citruse, bezeg ali kavo. Skrivnost pa je v kislinah in eteričnih oljih nekaterih hmeljev. V 80 letih so Američani dobili idejo, da bi iz hmeljev, ki v bistvu so bili za odpad, ki so imeli off-flavorje, torej sadne note, ko so imeli limonaste note, so začeli uporabljati za piva in ta piva v dovolj velikih količinah hmelja so začela kazati te note hmelja. V Združenih državah Amerike je okoli 7000 kraft pivovarn, v Sloveniji trenutno okoli 70 in še nastajajo.